novinarsko konferenco kluba ATH Voli Ljubljana. Moje ime je Zala in sem ena izmed letošnjih sprememb pri klubu. Skrbimo za odnos z javnostjo, tako da karkoli boste se lahko obrnali na mene. Torej, letošnja sezona je dobesedno tik pred vrati. V soboto fanti že igrajo tekmo na Slovaškem, tako da danes bodo ekipo, ambicije in cilje za sezono 2017-2018 predstavili gospod Aleš Jerala, direktor kluba ATH Voli, predsednik Darko Odelak, trener ekipe Zoran Kidačič in pa kapetan Andrej Flajs. Zdaj pa besedo kar predajam gospodu Odelaku. Hvala, Zara. Dobar dan tudi v mojem imenu. Zelo vesel sem, da je danes toliko poln ta prostor v hiši športa, čeprav je večina naših igralcev. Običajno imam jaz nalogo povedati kaj o igralnih ciljih, pa o finančnem stanju kluba in res vesel sem, da če smo se pred leti še srečevali z malo bolj nekimi obrazi, je za nami precej intenzivno, vseeno pa zelo uspešno obdobje sanacije kluba, s katerim smo prišli do položaja, kjer lahko relativno optimistično zremo naprej in nimamo več nekih strašnih repov za nazaj. Glede tega se zahvaljujem vsem sodelujočim pri klubu, še posebej Alešu Jerali in pa vsem sponzorjem, ki so nas spremljali tudi skozi najhujše in najtežje obdobje našega delovanja v zadnjih 5 letih. In seveda na drugi strani nismo zanemarili naših igralnih ciljev v preteklosti. Lansko sezono smo mogoče zaključili slabše, kot so bili pa potenciali. Ekipe, ki smo imeli na voljo, zato smo letos še dodatno ali pa še bolj intenzivno investirali in se potrudili, da smo sestavili ekipo, za katero verjamemo, da pa lahko cilje iz lanske sezone tudi presežejo. Je pa dejstvo, da ne moramo mimo tega, da je pred nami težja, višja ovira pri vstopu ali pri igranju, do igranja v Ligi prvakov. Namreč, že če bomo premagali Brčko, nam sledi najverjetneje ekipa Lokomotive iz Novosibirska. Kljub temu pa verjamem, da je naša ekipa dovolj zrela in močna, da se bojo borili proti temu nasprotniku. Na ostalih frontah pa, kot običajno, smo smeli in verjamemo, da bomo nadaljevali s tradicijo osvajanja državnega prvenstva, da se nam lanski poraz v finalu pokala ne sme ponoviti in da glede na konkurenco v sami Interligi, verjamem, da je ekipa dovolj močna, da lahko tudi tam nadaljuje oziroma ponovi lanskoletni uspeh osvojitve prvega mesta. Tako da, kot rečeno, hvala vsem, da ste prišli. Res vesel sem, da imamo tako dobro, tako močno ekipo in želim vsem dobro in uspešno sezono. Hvala. Letos nam je relativno zgodaj uspeli sestaviti ekipo, tako da nekako po zaključku lanske sezone pa do zdaj poteka ne samo v finančnem smislu, ampak tudi v tem smislu sestavljanje relativno gladko. Upam, da to čim bolj traja, čeprav nas v Evropi, pri tem moram povedati, da Evropa je tisto, kar smislu daje temu klubu. S tem držimo kontinuiteto organizacije kluba, standardov kluba, ampak nam bo dejansko težje zaradi žreba, ker verjetno poznate. Novosibirsk je visoka ovira, čeprav mislim, da ni nobenega razloga, da ne ambiciozno stopili tudi v te duele, če bomo tja prišli. V vsakem primeru pa se želimo tudi, če nam tam ne uspe čim zdaj prebiti v evropskih pokalih. Mevža je letos malenkost osiromašena, ker je ekipo Tirol izstopil iz Avstrijske nacionalne zveze, se pridružil v nemški ligi, tako da je objektivno potem tudi tam cilj zmagati. V domačih tekmovanjih pa tako je edin realni cilj, ki ga moramo postaviti, zmagovati. Čeprav je treba vedeti, da slovensko prvenstvo, ker smo se vsi sami na lastni koži v preteklih letih, ni lahko. Kamnik je tudi leto sestavil močno ekipo, tudi Celovnik ima solidno ekipo, še kdo. Tako da se bo treba maksimalno potruditi, če že hočemo, da se nam ne ponovo lani udrsljajo v pokalu. Tukaj bi vsem povedal tudi, da v smislu teh tekmovanj
smo predlagali v odbojkarski zvezi tudi drugačen ritem tekmovanja. Če se pogledam naš koledar do novega leta, je brutalen na nivoju NBA ali pa NHL lige. Mi smo predlagali konstruktivne predloge, več predlogov. Žal nismo niti kontraargumentov dobili od odbojkarske zveze Slovenije, ker se nam zdi večji problem, kot pa tam sprejet tak tekmovalen sistem, kot je. Mislim, da smo si z vlaganjem v preteklih 13-14 letih zaslužili vsaj enako redno obravnavo in pa argumentirano diskusijo o tem, kakšen sistem je v Sloveniji ta prav. Tak kot je, nas pa še koga potiska v podrejen položaj, tekmovalno prenasičen, stroškovno preobremenjen, ampak žal je tako, mi se moramo prilagoditi temu z močno ekipo, zato imamo tukaj 12 kvalitetnih igralcev, ki mislim, da so vsaj na nivoju lanske ekipa ali pa boljši, je pa dejstvo, da se bo pač to pokazalo s tiste tekme, ki so pomembne, takrat se pokaže ti ali pa nisi drugih testov, nimamo močne lige, dejansko bojo tiste evropske tekme prve take, se bo razdelile vloge ekipe, ampak jaz verjamem, da ti igralci so sposobni upravičiti zaupanje in jaz verjamem v ekipo, trenerja, v strokovni štab, ker veliko sprememb je letos tudi okrog ekipe, ampak mislim, da te cilje, ki nas navedel, so sposoben realizirati. V bistvu so to sami bivši, zdajšnji in prepričan sem bodoči reprezentanti Slovenije in drugih držav. In v tem smislu bi tudi to še povedal, da ker pač se to ne omenja, da tudi ti uspehi reprezentanci so, mi vsaj delno smatramo za svoje, ker smo nekako orali ledino popularizacijo odbojke v Sloveniji, pa koncev je 90% reprezentance išlo iz našega kluba in mislim, da se premalokrat poudarja ne samo nas, kot nosilce tega kakovostnega razvoja odbojke v Sloveniji, pa tudi drugih klubov, ki so vzgojili te igralce. Mislim, da na ta način, kot smo mi delali, smo igralcem veliko hitrejš omogočil igranje na kvalitetnem nivoju in tudi veliko hitrejš prehod v veliko boljše klube, kot je bilo to sicer po Evropi, ker se končno potem odraža tudi kvaliteti reprezentantov. To je moje stvari. Gospod Kevetič, kako pa ste se pripravljali na letošnjo sezono v vaše pričakovanja? Ja, najprej lepo zdrav z moje strani. Bom rekel, da zaključujemo 8. teden priprav. 6 igralcev je novih, 6 je ostalo starih iz prejšnjega sistema, ki poznajo delo trenerja. Temu primerno, se pravi, tem 12 igralcev so sestavili tudi strokovni štab, pravi fizičnega trenerja, pomočnika trenerja, vzdržali fizioterapeuta. Naredili vse tako, po mojem mnenju, strokovno, da pripeljamo ekipo v neko optimalno formo, ne glede na to, kak je nasprotnik v tem tekmovanju. Računamo na nekih 60 tekem. Jaz sem mnenja, da imam 12 igralcev, na katerih lahko ostavim trenutko računam. To je najbolj pomembna stvar, tako se dela. Mogoče treniramo za otenek več kdo drug, ampak zavedamo se na podlagi izkušnji iz preteklosti, da pač, če hočemo osvajati lovorike, biti konkurenčni v Evropi, moramo biti dobro pripravljeni. In ne 6 igralcev, ampak 12 igralcev. In to je moje vodilo, moj cilj, igralci povedal. In to je najbolj pomembno, da stremimo skupaj. Trojček lovorik je obveza, to je vedno vsako leto bilo in bo. Zdaj nam mi še kot vseh trenerjev v ACH tega ne uspelo doseči, upam, da bi bo letos. Moj glavni cilj je, da leto 2018 korakamo še vedno v evropskih tekmovanjih, ne glede na to, je to Liga prvakov ali je to pokal CEV, kakorkoli že, se pravi, čim dlje igrati Evropo. Kot je rekel Aleš, to je glavni cilj tega kluba, smisel kluba. In to je tisto vodilo. Kar se pa tiče, bom rekel, igralcev, zelo dobro so se vklopili, zelo so zadovoljeni z angažiranostjo, bom rekel, s neko pripadnostjo, z načinom, sprejeli so način dela, zelo so zadovoljeni s celotnim pravnim delom, ampak se pravim, to je eno obdobje, zdaj pa sledi tisto drugi, oziroma tretji mesec, v katerem bomo pač probali vse narediti, da dvignemo optimalno formo do Novosibirska. To je glavni, bom rekel, vrh, oziroma prvi vrh. In drugi sledi potem po razporedu izgleda pokala, se pravi, ki bo letos igran prej kot pa v preteklosti, se pravi že v 7. mesecu. Tako da
tega vidika, to so dva cilja v 2017, potem pa dalje. Mejevec bo idealna tudi zato, da bomo lahko nekako dali priložnost vsem igralcem, vsem 12, ter pa iskali, kot je že prej Aleš rekel, neko optimalno postavo za težke tekme in za končnico državnega prvenstva. Še enkrat podarjam, vseh 12 igralcev bo pripravljenih in mora biti pripravljenih za boj. Hvala. Gospod Slajko, se bi zadovoljni z delom ekipe in vzdušjem? Ja, tukaj že trener povedal pred mano, zdaj smo skupaj že 2 meseca, na sabo smo se že dobro spoznali, predvsem nove igralce. Mislim, da je vzdušje tako na igrišču kot v garderobi je zelo dobro. Za sabo smo imeli tudi teden priprav v Mariboru, kjer smo bili pač skupaj. Bo zelo zanimivo, res prave tiste preizkušnje so pred nami, prave tekme so še pred nami, ko bojo res štele za točke, za govorike. Trening tekme kar dosti pomenijo, ampak od zdaj do maja spet pa gre. Hvala. Zdaj, kaj se še imate kakšno vprašanje, kaj napadne? Ja, moje, završnik ekipa, gospod Ozegrapa, kakšen je v bistvu zdaj proračun v primerjavi, recimo se rečemo v primerjavi z enimi primerljivimi, pa recimo z Brškom, pa z Lokomotivom? Moje je to vseeno bolj vprašanje za Aleša, ker je malo več do temu, ampak Naš proračun letos... Jaz našega poznam, Brška pa Lokomotiva poznam. Naš proračun letos je slabih 700 000 evrov. Mislim, da Lokomotiva Novosibirsk ima tam blizu 10 milijonov evrov in Brčko ima pa verjetno kakšnih 250-200 000 evrov. V Ligi prvakov, recimo, tiste ekipe, ki bojo v Lige prvakov, verjetno lansko recimo ni bilo nobene, ki bi imela proračun v skupinskem delu pod milijon evrov. Hypo Tirol ima proračun lansko milijon, pa pol letos pa 2. Pa bi imel še eno vprašanje, kaj pa ste predlagali v Odbojkarski zvezi, kakšen razpored tekmovanja vi ne bi igrali oziroma bi zakončili vse? Predlagali smo več alternativ. Ena alternativa je bila, da se igra klasičen sistem doma zunaj z 10 ali 12 ekipam, za play-offom s pokalnim tekmovanjem, z daljšo pauzo po zim. To smo tudi argumentirali kar nekaj stvarmi. V takem primeru smo bili proti temu, da se igra modra skupina. Če se že igra modra skupina, ne bo to, da trikrat začenjamo prvenstvo, začenjamo ga zdaj, začenjamo ga z modro skupino, kjer je samo 1 točka razlike. Če že ta modra skupina, mislim, da je prav, da bi bila točkovna razlika vsaj 3 točke, pa ga pa začenjamo še s play-offom. Mislim, da to nima smisla, zato da imajo vse ekipe bi zadostvajo klasičen ligaški sistem s play-offom, mogoče že v začetka izgrani na 3 dobljene tekme, da se tudi stimulira, pa najde oblika, da se igra tudi za 5. do 8. mesta, v ekipe zadnjih play-off, tako da vsaka ekipa bi prišla s pokalom na najmanj 30 plus tekem. Ker mislim, da čisto zadostuje ob tem, če dosti dolga pauza po zim, ker v bistvu ni število tekem tisto, ki je ključno, ampak da sezona za vse ekipe traja recimo vsaj do sredine aprila, da imajo nek tekmovalen cilj dosti dolg, da se lahko, ne vem, dosti motivacije dela pa trenira. Odgovora niti nismo dobili, čeprav so bili na tej temi tudi posveti organiziran. Pa šele, ko je bila odločitev sprejeta, smo začeli prejemati odgovor in smo še enkrat predirali. Letos bo izjemamo prvenstvo zaradi teh stvari, za takega sistema, kot je podaljšano v maj, za opombo, da če pa bo reprezentanca nastopala v neki modificirani obliki svetovne lige, bo se pa tisti trenutek odločil, pa se bo ukinila modra skupina. Se nam tudi ni ta prav argumentov bilo že izdanjeno, tudi argumenti, da je treba za en let naprej ali za 2 sezone naprej sprejema sisteme, je tudi brezvezen, ne? Tle bi bilo že bistveno bolj prilagodljivi.
Vi niste dobili odgovor strokovnega sveta v odnosu na vaše pogodbe? Šele pol, ko so sprejeli, ko smo še enkrat odbirali, pol so bili odgovori. Ampak več ali manj neargumentirani, samo nanizani problemi, da pa je problem. Mislim, da za take klube smo mi, ki nastopamo v Evropi, pa hočemo predstavljati odbojko slovensko malo širško, ker znotraj Slovenije je to problem. Za klube, ki se borijo za preživetje v obstanju, je to število tekem z amaterskimi pogoni tudi problem, srede so problem, ker so srede problemi zdaj pač ta kompromis, da se podaljša sezona, ampak ne vem, če ima vse to smisla. Mi se zdaj še lahko prilagajamo, konec koncev imeti 12 enakovrednih igralcev, koliko imamo mi, to nekaj stane. Lahko bi se prilagodili tudi drugače, januarja ukrepali ekipo, ker to je možno. Lani je bilo zelo tako, da so bilo vse odločitve šele marca, april, januarja pa pela še enega, dva igralca, pa šli voditi. Lahko bi tudi tako delali. Ampak ne vem, če je to smislo. Ampak tako si zdaj akti pa pravila dopušča. Kompromis bi bil tudi lahko sistem, ko ga imajo ženske, recimo. Dosti je bilo predlogov, ampak ne vem, kar se s temo pogovarjali, čeprav smo bili tam več klubov, so bili dosti konstruktivni. Ampak dejansko mi s Črnučami delujemo vzajemno, mlajše pogone imamo skupne. Tudi strategijo imamo postavljeno tako, da v Črnučah se kalijo mlajši igralci, ki bi nekoč lahko igrali za ACK Volej. Temu primerno ACK Volej sofinancira Črnuče. Kombiniramo takrat, ki treba tudi resurse, kar se treningov tiče, tudi kakšen igralc, kakšen trening pri nas naredi. Cilj je, da vsak let tja pripeljemo kakšnega mladega perspektivnega igralca, s tem lahko nastopa tako v prvi ligi. Delno že trenira pri nas in da pač probamo čim več igralcev v prvi vrsti pridobiti iz Ljubljanskega bazena, pa širšega slovenskega, če lepo pa da iščemo tuje ukrepitve. In tako imamo tudi postavljen in dogovorjen način dela Črnuča. Tudi drugo tekmo letos, drug kolo imamo Črnučan, bomo malenkost več vložil to tekmo kot običajno. Planiramo tudi eno večji dogodek v januarju, kjer bi predstavili celotno ljubljansko odbojko. Tako da, to je to. Če treba, bomo pa pustili za ostalo ljudi. Kje sem se? Mogoče bi jaz samo vprašal, kako je z dolgom, koliko so ga že sanirali, kdaj je načrt, da se bo dokončno sanirali? Če čisto o konkretnih številkah govorimo, mislim, da bo letos konec leta, če da ne konec sezone, še nekaj 10.000 evrov, vsekakor pa manj 50 iz zneskov, ki so bili višji od našega sedanjega letnega proračuna, tako da do konc prihajajoče sezone bo celoti sanirano. Smekše, kdo je glavni sponzor ACK-ja? Dres pogledate, pa vidite vse. Mislim, da je kar skladno z velikostjo dresa to razvidno. Se pravi, sofinanciranje mestne občine Ljubljana, Adria Mobil, nekatere druge družbe iz, da me že rekel, bivše skupine ACH, pa nekaj neodvisnih partnerjev, ki so zapisani. Je še za gospoda Hidečiča. Je zdaj ekipa močnejša kot lani ali ni? Slišali smo, da je približno, kaj je močnejša? Ne, jaz mislim, da je močnejša. Jaz sem že v startu dejal, še prej, da smo to začeli, ampak zdaj, ko smo pa začeli, pa lahko dveh mesec več, da je ekipa močnejša, kaj je kot je lani. Ni mislim, kaj bi govorili, je močnejša definitivno za mene osebno in to je to.